Veste, včasih sem tako rada hodila v naravo, v gore. Zdaj pa ne morem več, zdaj sem pa vezana na hišo, noter še lahko naredim, pa na vrt grem, to mi je v vesele. Imam pa lepe spomine na tisto, kar sem lahko včasih hodila. In to mi ostane. Zdaj pa se trudim, da bom čim dalj toliko hodila, kakor lahko. Pri delu v bolnici vedno znova ugotavljam, da ljudje veliko bolje okrevajo po bolezni, če so v dobri kondiciji. In prav tako bolezen tudi veliko lažje in bolje prebolijo. Meni vedno primanjkuje časa za gibanje, ampak ker se zavedam, da je to zelo pomembno za zdravje in ker me zelo sprošča, izkoristim vsako priložnost, da grem peš po opravkih ali pa v službo in iz službe. Odkar sem pred 8 leti zbolela za težko boleznijo, se z možem odpraviva vsako jutro v gost 6 kilometrov in si nabereva moči za ves dan. Zelo uživava v tem vsakem jutru. Moram povedati, da šele po upokojitvi sem začela delati na sebi in zato vsako jutro vsaj pol ure telovadim na prostem. Enkrat na teden grem kolesarit, naredim do 50 kilometrov, enkrat na teden pa grem hoditi v hribe. In danes je tisti dan za planine. No, odločila sva se, da greva danes na veliko planino. Jaz sem namreč človek, ki zelo rad hodim v hribe in če ne hodim v hribe, se mi zdi, da mi nekaj manjka. Ker v hribih se me zbistrijo misli, prihajajo mi nove ideje za delo, srečam čudovite ljudi, skratka počutim se enkratno in čudovito. A greva? Greva. Gibanje je najbolj pomemben varovalni dejavnik za zdravo življenje. Zlasti hoja, ki je najbolj enostavna. Raziskave slovenske in tuje kažejo, da zlasti 3 vrste gibanja. Prva, da je človek navajen v okolici doma, tam kilometer, četrt ure hoditi po opravkih peš. Druga stvar, da je navajen hoditi enkrat na teden sam ali pa v dobri družbi na pohode, 2 urci. In tretja stvar, ti ljudje tudi ko obnemorejo, jim ostane navada gibanja. Hodijo po stanovanju, gredo na vrt, v okolico, ko pa res obnemorejo, ležeči pa telovadijo v posli z nogami, z vratom, z rokami. In sicer je gibanje pa hoja varovalni dejavnik za vse vrste zdravja. Ne samo za telesno zdravje, tudi za duševno in tudi za socialno, za medsebojne odnose, da ti ljudje niso osamljeni.